Pozdravljeni, prihajam iz podjetja Go for Panda. Smo tukaj z Novega mesta v podjetniškem inkubatorju. V bistvu, kaj je naša vizija, ne? Da nudimo storitve, ki ponujajo več udobja, boljšo izrabo energetskih virov in ustvarjamo varnejše okolje, bolj udobno okolje. Zdaj, smo certificiran implementator Z-Wave rešitev in pa ponudnik različne opreme za pametne inštalacije. Smo pa tudi člani Z-Wave Alliance, ki dejansko skrbi za ta standard, na katerem praktično vse naše rešitve temeljijo. Torej, kaj je pametna hiša? Kako jo mi vidimo, ne? Torej, to je nek ekosistem različnih povezanih naprav, ki nam omogoča avtomatizacijo v domu, nam omogoča varnost, udobje. Vse skupaj je potem to možno upravljati preko nekih pametnih naprav, torej pametnih telefonov, tablic. In pa tisto, kar je pomembno, da skušamo ponuditi na trg neko platformo, ki v bistvu te različne protokole, ne, še vedno se potem pojavljajo lahko različni protokoli, pač to lahko potem uporabnik uporablja v neki enotni aplikaciji. Zdaj, kaj v največ primerih dejansko predstavlja to pametno hišo? Torej, upravljanje varnosti, alarma, upravljanje svetil, potem kamer, ogrevanja, hlajenja, potem praktično vseh električnih naprav, tle nismo omejeni. Zdaj, zelo pomembna je varnost proti nekim morebitnim izlitju vode, potem zelo moderno v tem trenutku glasovno upravljanje, vse to pač združimo na neko platformo, zato pa potrebujemo neko centralno enoto, ki vse skupaj krmili. Spet odletu. Malo smo raziskovali, tole so lanski podatki, ne, kaj je v bistvu za končne kupce najbolj pomembno, ne. To nekdo je že danes to omenjal, dejansko varnost in nadzor nad to našo varnostjo, ne, nad vstopom v dom je najbolj pomemben večini kupcem, potem seveda upravljanje energije, potem sama multimedija, glasovno upravljanje, torej ta entertainment, potem zelo pomembno, sploh ker se naše prebivalstvo stara, je torej tudi neka povezava na zdravje, sploh ko smo potem starejši, in pa seveda povezavati vseh teh domačih naprav, od pečic, pralnih strojev in podobnih naprav v hladilnikov, ne, v neko enotno okolje. Kot sem že prej omenil, smo člani Z-Wave Alliance, v bistvu vse naše rešitve temeljijo na temu protokolu, je brezžičen protokol. Zdaj, kje se raziskuje od nekih ostalih protokolov brezžičnih, ne, to je bil namensko razvit protokol prav za pametne hiše, tako da z tega stališča tudi zelo optimiziran, predvsem pri porabi energije, torej low energy protokol. Vzpostavi se mesh omrežje, torej vsak od elementov, ki je priklopljen na stalno napajanje, je tudi ločevalec signala in tako dejansko dobimo potem neko tako omrežje teh naprav skozi celotno zgradbo. Pomembno je to, da je v bistvu sub-giga protokol, ne, dejansko to pomeni boljšo penetracijo skozi pač zidove, čez nadstropja, pa tudi, kar je pomembno, umaknjenje iz ostalega spektra, ne, ker je večina se dogaja na 2,4 giga in tudi višje, in ta je pa dejansko sub-giga protokol. Pa mogoče še to bi izpostavil, komunikacija med napravam in komunikacija, rečemo, z našega pametnega telefona do sistema pametne hiše je kriptirana z S-enkripcijo. Torej, v okviru tega, kot sem omenil, lahko upravljamo praktično vse, od tistih osnovnih stvari, kot so senčila, svetila, do neke napredne senzorike, ki nam potem vklaplja in izklaplja te naše naprave v našem pametnem domu. Zato, da se skupaj deluje, kot rečeno, je potrebna neka centralna naprava, rečemo in server. Mi smo se predvsem osredotočili v zadnja leta, da
ponujemo rešitve na platformi proizvajalca Fibaro. To je v bistvu evropski proizvajalec in v Evropi je market leader, pa tudi svetovno je zelo visoko. In oni v osnovi ponujajo dve centralni enoti, do katerih pa lahko dostopamo tako iz Applovih naprav kot Android naprav. Ponuja se cel ekosistem teh elementov, nekaj naštetih, senzorjev izlitja, senzorjev dima, senzorjev gibanja, ki niso samo senzorji gibanja. Vsi ti senzorji imajo več neke senzorike gor, ne. Rečemo, senzor gibanja meri tudi temperaturo in lukse, senzor dima meri tudi temperaturo, senzor izliva ravno tako tudi temperaturo, potem imamo senzorje odprtja, potem razne, bomo rekli, scenske tipke in podobne zgodbe, potem pa vsi ti izdelki nam pomaga pri upravljanju energije tudi, ne, torej stikala različna za vklop, izklop, dimerji, RGB moduli, potem v bistvu moduli za upravljanje senčil in podobne zgodbe. No, že od vsega začetka praktično sodelujemo z praktično vsemi proizvajalci montažnih hiš, Lumar, Marles, Richter, Jelovica in tako naprej. No in Lumar nas je lansko leto povabil, da bi sodelovali pri projektu izgradnje v bistvu vzorčne hiše. Ta hiša ni vseljena, to pač prosto, bomo rekli v narekovajih prosto, dostopna, pač s predhodno najavo. Jo lahko obiščete, preizkusite noter naprave, praktično vse, hiša je celotno opremljena. Je pa seveda grajena v skladu z konceptom Lumarja Zero Emission Living. So pa za to zgradbo, za to hišo so tudi dobili v bistvu prvi podeljen certifikat v Sloveniji za Active House. Gre za v bistvu neprofitno organizacijo, ki podeljuje ta certifikat, sedež ima v Bruslju in v bistvu zasledujejo princip, da pač hiša oziroma stavba mora zagotavljati, da v bistvu več energije proizvede, kot jo porabi, torej da se upošteva princip ugodja energije in pa okolja. No in v to hišo smo mi praktično skoraj vse naše rešitve vgradili. Tukaj nekaj grafov predstavljenih, gibanje, rečemo, temperature, notranje temperature proti zunanji temperaturi, potem na tem grafu vidite lahko porabo oziroma proizvodno energije, ker ima tudi svojo elektrarno nad celotnim parkiriščem. Hiša sama ima tudi zeleno streho, toliko informacijo. Zdaj, kaj smo pa dejansko vgradili noter? Vgradili smo oziroma zoptimizirali smo senčenje, pripravili si tako zimski kot poletni režim, potem tudi režim na podlagi vetra in v bistvu se hiša popolnoma oziroma senčenje prilagaja zunanji in notranji temperaturi. Senčila krmimo tudi na podlagi luksov in pa ne samo temperature, tudi na primer v primeru vloma se bodo vsa senčila dvignila, se bo nažgale vse luči in take zgodbe. Pripravili smo tudi z optimizacijo svetil, torej na podlagi nekih senzorjev gibanja se ta svetila po noči vklapljajo, izklapljajo in v bistvu čez dan. Naredili smo tudi, mi ga imenujemo način Kevin, vsi se najbrž spomnite še filma Sam doma, ker dejansko v odsotnosti uporabnika je pač hiša deluje, da je živa, torej se random, naključno se prižigajo svetila po hiši. Potem na podlagi CO2-ja, vlage in vodca krmimo prezračevanje, tudi v primeru samega požara, takrat v bistvu vsa senčila dvignemo, dokler je še kaj elektrike, pa v bistvu ugasnemo takoj prezračevanje, v bistvu vse neki taki varnostni elementi so noter. Seveda spremljamo porabo energije, praktično vsi elementi, ki so vgrajeni, spremljajo tako lastno porabo kot porabo naprave, ki je na tem nameščena. Seveda za te večje porabnike, kot so pa toplotna črpalka in pa prezračevanje, so pa nameščene tokovne kleječe, tako da dejansko imajo popolni pregled nad porabo in na podlagi tega lahko potem sprejemajo neke odločitve. Pa tudi opazujejo, ko se bo ta hiša gibala v nekem daljšem obdobju. Seveda je zunaj nameščena tudi vremenska postaja, da na podlagi te krmimo lahko tako tudi vklapljanje morebitnih
ne vem, grelcev za led. Tipična napaka, ki smo mi ugotovili, kaj delajo električarji, je, da spremljajo samo v bistvu negativno temperaturo, ne? Noben pa ne spremlja še temperature nosišča, ne? Ker je v bistvu še bolj pomembna takrat, ko želiš preprečiti in oziroma optimizirati, kdaj dejansko vklopiš nek grelni kabel, ne? In to v bistvu s to vremensko postajo tudi te informacije dobimo. Vgradili smo tudi Go4Web, to je naš produkt, smo ga mi razvili, naša rešitev. Ta v bistvu deluje tudi samostojno, gre za to, da senzorji izlitja zaznajo neko izlitje, neko poplavo in takoj zaprejo glavni dovod vode v hišo in tako v bistvu preprečimo nadaljnjo škodo. Za montažne hiše je to še toliko bolj pomembno, ker pač vemo, da je veliki del v bistvu lesena, ne? Tako da v bistvu praktično vse novogradnje, sploh montažne, imajo ta produkt vključen. Potem glede varnosti smo vgradili vse to klasiko, kamere, domofon. Domofoni omogočajo oddaljen pogovor, to so v bistvu IP domofoni, ne samo, da pač se pogovarjamo, tudi vidimo obiskovalce, lahko mu odpremo vrata in tako naprej. Potem so nameščeni na vseh oknih in vratih senzorji odprtja, v bistvu že v stavbnem, že ko se je v bistvu stavbno pohištvo montiralo, se je dejansko to že vgradilo in pa, kot sem že prej rekel, senzorji gibanja. Namestili smo tudi Alexo, v bistvu sistem sicer deluje tako z Google Home kot z Amazon Alexo, ampak naša izkušnja je bistveno boljša z Alexom, je nekako bolj naravna proti Googlu. Upravljajo pa v tem trenutku noter senčila in svetila. Kot rečeno so pa nameščene tudi neke scenske tipke, ki omogočajo nek hitrejši dostop do pametne hiše, da ni vedno potrebe po pametnem telefonu oziroma tablici. Kar bi pa mogoče še poudaril, naše rešitve so vedno tako nameščene, da v bistvu so elektroinštalacije postavljene klasično, torej tudi vsa stikala na steni ostanejo, tudi ko pride nekdo drug v hišo, ki nima pametnega telefona ali tablice, ki ni lastnik, lahko normalno upravlja s to hišo. Toliko z moje strani, če kakšno vprašanje sem pa na voljo.